Lepo pozdravljeni, tam dobrodošli v moji družbi. A ste me kaj pogrešali? Meni so kar manjkali teli ponedeljki, ampak nažalost včasih v življenju je res 24 ur premalo za vse. Najprej nekaj novosti. Danes bomo govorili o napovedi za november. Podaljšala bom napovedi glede na seštevek vašega rojstnega datuma, se pravi malo daljša napoved bo tudi na moji spletni strani v pisni obliki. Drugo leto se začenja Akademija numerologije. Ena taka, ki bo zelo zahtevna, dobite na koncu certifikat in lahko delate kot jaz. Druga taka pa za tisto osnovno znanje za vse nas, ki bi nam prav prišlo. Jaz mislim, da numerologija bi kar mogla biti v osnovni šoli, poleg matematike. Zelo je uporabna, to zdaj že vemo, tako da jaz iskreno upam, da se boste mi pridružili. In danes je še vam prvi tedenski sorodnik. Moram reči, da sem zelo hvaležna, zelo vesela, zelo lep feedback je bil, veliko si vas je vzelo čas, da mi je po tem, ko ste prebrali, napisalo nekaj besed in ste mi prav pogreli srce, kajti moram priznati, da včasih pa tudi meni malo baterije zmanjka kreativnosti, ne. Idej imam jaz ful, ampak enostavno nisem več stara 20. In preden pozabim še to, malo ste me za ušesa, da sem premalo, jaz nočem reči oglaševala, ker se res trudim ne oglaševati, ampak da sem premalo poudarjala, da je vodnik v prednaročilu znižan in da je že zunaj in se strinjam, zelo sem bila odsotna v mesecu oktobru, tako da izjemoma podaljšujem popust in prednaročilo do 11.11. Spravi, tisti, ki ga pa še ne poznate, to je osebni numerološki vodnik, na začetku so napovedi za celo leto, potem pa je glede na vaš rojstni datum narejen poseben del, zajeten del, skoraj 60 strani, kjer je za vsak mesec mesečna napoved in potem še za vsak mesec vaje, afirmacije, meditacije, usmeritve, da delamo potem dejansko s tem. Tako da to je bolj kot ne, pa nekaj že skoraj da rokovnik, noter je potem tudi formula, kako zračunamo osebna leta za svoje najdražje in potem pokukamo tudi, kaj njih čaka. Tako da do 11.11. je tole še zniženo in 11.11. vam pripravljam prav posebno oddajo, ki verjamem, da vas bo sezula. Ta oseba, ki bo v gosteh, je mene absolutno sezula in to je vse, kar vam se zdaj povem. November namreč je usmerjen v našo duhovno in nezavedno plat, tako da kakšna skrivnost pa naj ostane tudi še z moje strani. Ok, november. Obdobje, v katerem bomo spoznavali sebe na drugačen način. Obdobje, v katerem se že čuti, vpliv leta, ki prihaja. To smo povedali oktobra, te energije so se že sprožile. Spravi, bodite zelo pozorni na to, kaj je tisto, kar vam vaša duša sporoča, kar vam vaša intuicija sporoča. In naša intuicija je vedno mirna. Naša intuicija je kot kurir. Samo prinese sporočilo. Naša reakcija na to sporočilo pa je potem lahko pozitivna ali negativna. Se pravi, če že v osnovi imate nemiren občutek, jaz ne rečem, se lahko to uresniči, ampak tudi naš strah se včasih uresniči, tudi kakšna naša zabloda se včasih uresniči. Torej, učimo se prepoznavati ta miren občutek v sebi, prepoznavati pravzaprav sami sebe. Jaz se mi zdi, da je to najbolj tak splošen, pa obenem najbolj konkreten napotek za mesec november. Prepoznavati sami sebe na drugačen način in nekako izstopati. Letošnji november absolutno v ospredje postavlja individualizem. Se pravi, vi kot posameznik, kdo ste? Kaj je tisto, zaradi česar ste unikatni in ali ste na sebe zato ponosni? In vsi kdaj v življenju se sprašujemo, a delamo prav, smo drugačni od okolice, se sprašujemo, a se nam je zmešalo, mogoče nas okolica celo ne razume. Jaz v srednji šoli, ko sem govorila, v osnovni šoli, ko sem govorila samo o Indijancih, verjemite vi meni, da me marsikdo ni razumel. Torej, kaj so tiste stvari, ki mogoče niso tako zelo ključnega pomena za okolico, v mojem primeru Indijanci, pa je za vas življenjsko pomembno. Moje življenje bi bilo zelo drugačno, če se ne bi poslušala, če se ne bi povezala s temi osebami, ki jih danes poznam, z osebami, ki sem jih od majhnega občutovala in spoštovala. In moje življenje je to pogledno naravnost čudežno. Se pravi, kaj pa če so vse to, te nianse, v katerih odstopate, pravzaprav klici vaše duše? Kaj če je pravzaprav to krik vaše duše? In če ste unikat, najbolj normalno na tem svetu je, da vas drugi ne razumejo. Še nobenega izumitelja okolica načeloma ni razumela. Še nobenega, ki je povedal svet naprej, ki je uvedel neko spremembo, okolica ni nujno razumela.
ker je bil naprej, ker je bil mogoče ali bila preveč napredna. Se pravi, kaj so tisti delčki vašega življenja, kjer bi si lahko drznili reči, da ste pravzaprav ne za luno, ampak naprej. Torej, dragi moji, november bo mesec, ko poslušajmo sebe, ko si aktivno in namerno jemljimo čim več časa zase. Čim več trenutkov, v katerih se opazujemo, ko gledamo naše odzive, ko ni važno samo to, da gremo v najlepšem pelcmontnu na grob. Ampak je pomembno, kakšen občutek imamo mi tukaj notri. In jaz pri vsakem dnevu mrtvih poudarim, mi smo še tukaj in sedaj. Spominjajmo se preminulih, ampak ne pozabimo, da je življenje darilo, ne pozabimo, da smo še vedno živi in da dokler smo živi, lahko še vedno stvari spremenimo in spremenimo lahko samo sebe. Zato naj bo letošnji november v letu opolnomočenja in izzivov ega posvečen zdravi duhovnosti, zdravi osebni rasti. Kajti, ko rečemo prvo jaz, pa noben drug, no to že ni zdravo. Torej, dragi moji, uravnovešajte energijo sprejemanja in darovanja. Sem ter tja treba priznati tudi, da česa ne zmoremo, takšen je bil moj oktober, takšno so moja zadnja leta, mi je težko. Jaz od zelo mladih nog sama za sebe skrbim in sem bila vedno neodvisna in mi je bilo katastrofalno težko reči, ne zmorem, ne morem, zamujam, motim se, prihaja do napak, ker sem enostavno na trenutke mogoče preobremenjena. In ko takrat, ko rečemo, ok, priznam najprej samemu sebi, očitno rabim pomoč, se začnejo dogajati čudovite stvari in lahko pridejo šele takrat v naše življenje osebe, ki rečejo, ok, Lili, a ti malo avtomatizacije zrihtamo, a ti to pomagamo, a ti uno pomagamo in ti tudi predlagajo neke stvari, na katere sam seveda včasih ne pomisliš. Jaz se z numerologijo ukvarjam 20 plus let, se pravi, zelo mi je všeč stavek, ko si v hiši hiše ne vidiš, a ne, seveda včasih kakšne stvari so meni strašno logične. Marsikomu niso. Zato je zunaj tudi nova e-knjigica z osnovnimi podatki, z osnovnimi formulami in razlagami, je še v zadnjem lekturiranju, pride. Torej, dragi moji, če sami včasih ne priznamo, da potrebujemo pomoč na svet, potem nismo v energiji sprejemanja in ne glede na to, a smo mi ženskega ali moškega spola, energija sprejemanja in energija darovanja naj bosta vendarle v neki harmoniji, ker velikokrat slišim, pejdi v svojo žensko energijo, ženstveno energijo. No, jaz mislim, da tisti časi, ko se je govorilo, da fantki ne smejo jokati in da moški naj ne bi kazali čustev, resnično upam, da so za nami. Tako da, naj bo november čas, ko sebi priznate vse tisto, kar je težko priznati, vse tisto, kar ego reče, ne, se ti si car, mislim, se ti znaš, vse tebi gre, se ti si carica. Vse tisto, kar mogoče nam gre težko z jezika in a veste, običajno je tako, da nam gre najtežje z jezika samim sebi. In običajno potem okolica reče, no, sej smo porajtali. To je tako, kakor smo na frišem zaljubljeni. A ni ponavadi tako, da vsi drugi prej opazijo, da se nam učki svetijo, imamo tisti hecen nasmešek na obrazu. Zmedeni smo in tako naprej. In potem mi pridemo do skrajno neverjetne ugotovitve, da smo se zatrapali. Mislim, saj jaz sem taka. Ok, dragi moji, da ne bo tale uvod predolg, dajmo sešteti svoj rojstni datum do ene same cifre, verjamem, da to že znamo, tisti, ki pa me mogoče spremljate prvič, to je eno izmed 5 osebnih numeroloških števil, razlaga naše talente, razlaga naše močne plati. Na moji spletni strani in na mojem YouTube kanalu je že ogromno podobnih vsebin, kjer lahko pogledate točno, kaj to pomeni. Mi pa si bomo zdaj pogledali od 1 do 9, kaj november prinaša vam. Enke. Torej, drage moje enke, absolutno je to vaš mesec, kar 2 enki sta v njemu. Bodite pa pozorni, kje v življenju mogoče so se določeni projekti, določeni odnosi, način komuniciranja in delovanja pričeli odražati podobno kot ta 11, se pravi, vzporedno teče, ni pa več povezave. Tako kot tračnice. Obe tračnici vodita v isto smer. Se pravi, kako lahko najdemo zdaj nazaj to povezavo s tistimi ljudmi, s katerimi morda ste izgubili stik, morda ne razmišljate enako, pa so neke, bom rekla, razlike v mišljenjih prišle med vas. Kateri odnosi potrebujejo to glihanje nazaj? In za to glihanje nazaj velikokrat menimo, da rabimo veliko kompromisa, da se rabimo odrekati, da se rabimo podrejati. Sploh ne.
Najdite tista področja, kjer se strinjate, kjer se lahko podpirate, kjer en drugega razumete in to krepite. In velikokrat se potem zgodi, da te razlike več ne postanejo tako zelo pomembne. Dejstvo pa je, da bo november za vaš čas, v katerem se lahko zgodi, da v določenih odnosih, za katere ste bili pa res prepričani, da so res za forever, v določenih navadah, jaz vedno tukaj poudarjam tudi način prehranjevanja, stvari, s katerimi mi hranimo svoj se pravi nadaljevanke, filmi, stvari, ki jih spremljamo na socialnih omrežjih itd. itd. Se pravi, kaj je tisto, kar pravzaprav ne gre več v špuri z vami in vas pravzaprav oddaljuje od tega, kdor vi želite biti, namesto da bi vas hranilo. Torej, bodite zelo kritični, bom rekla, zelo natančni, zelo specifično opazujte, kaj pravzaprav sestavlja vaš vsakdan. Število 1 simbolizira podrobnost, simbolizira detajle, se pravi, v tem ste dobri. Opazujte, kateri detajli, ki se na koncu dneva seštejejo v neko gmoto, vas podpirajo, kateri vas črpajo, za katere je prav, da grejo z vami naprej in za katere morda ne. Število življenjske poti 2. Drage moje dvojke, tudi za vas bo zelo, zelo zanimiv mesec. Tudi za vas lahko pričakujemo kar nekaj nihanj iz ene skrajnosti v drugo. Se pravi, to se lahko zgodi tako, da v vaše življenje kar naenkrat pričenjajo stopati ljudje, ki so vam zelo drugačni. Ljudje morda, ki so do vas, se obnašajo malo nenavadno. Se pravi, osebe, ki drugače razmišljajo kot vi, ampak vam dajajo prostor, da ste vi, kdor ste. Če vam tega prostora ne dajo, se pravi, vam vsiljujejo svoje mnenje, vas hočejo prepričati v nekaj, drage moje dvojke, jaz vem, da je to velika lekcija vašega življenja, ampak ali ni že skrajni čas, če še niste se naučili oddaljiti od teh ljudi? In definitivno bo eden izmed izzivov, tako kot celotno letošnje leto, izraziti svoje mnenje, če se s sogovornikom ne strinjate. Ravno zato bo toliko drugačne energije, kot ste vi prisotne. Se pravi, kako lahko raziščete namreč, če ste vi vijolični, pa je druga oseba rumena, koliko rumene lahko najdete v svojih odtenkih vijolične in katere odtenke rumene pač ne. Se pravi, katere navade, načine razmišljanja, delovanja, izraze, ki jih uporabimo. Lete dvojkice, vi ste izvrstne v komunikaciji. Katere besede mogoče pa zdaj več niso čist na vašem nivoju. Ne želite biti morda vulgarni, morda žaljivi in tako naprej. Ne pravim, da ste, ampak vsi kdaj uporabimo kakšno besedo, ki ni na našem nivoju. Pa je velika razlika, se to zgodi sem ter tja, ali imamo okoli sebe ljudi, ki se obnašajo in vedo na tak način in s tem naš nivo nižajo. Torej, zelo velik izziv za vas v tem mesecu napredka in bom rekla duhovne usmeritve te 11, ki je zelo samostojna, enke lahko zelo neodvisna in raje sama kot v slabi družbi. Velik del te energije se ravno vam pojavlja v tem mesecu. V katerih odnosih bi bilo daleč bolje, da bi bili sami, kajti se veste, kaj pravijo? Najbolj sam se počutiš takrat, ko si v odnosu, najbolj prijateljski, najbolj partnerski, pa se počutiš samega. Potem je resnično morda bolje, da se nekih stvari lotevate sami. Število življenjske poti 3. Torej, drage moje trojkice, ustvarjalen mesec, ki vam prinaša kar nekaj možnosti preobrazbe in pa predvsem drugačnega delovanja v samih. Te enkice so resnično take kot puščica, ne, jo izstrelimo, pa gre. Torej, dragi moji, naj vaša domišljija ne odleti nekam v zelo skrajno negativno polje. Naj bo vaša domišljija tista, ki vas bo vedno znova poklicala nazaj in bo rekla, hopce fize, life je vendarle lep. In ne me zdaj narobe razumeti, jaz nočem reči, da bo vaš november katastrofalno slab, da se vam bodo dogajale slabe stvari. Sploh ne. Ampak kadarkoli smo v tako intenzivnih obdobjih, kot je november in pravzaprav celo naše leto, kaj šele leto, ki prihaja. Torej, kadarkoli smo v energijah, ki rade zanihajo, ki so zelo prodorne in včasih celo impulzivne, kar 11 definitivno je, se lahko zgodi, da pač naša domišljija reče, jupi, jej, grem tudi jaz. In vaša domišljija je res zelo bujna. Vi ste tisti, ki jaz pravim na koncu Mavrice vidite, na koncu tunela vidite Mavrico, vidite, tudi meni se mudi toliko vam vse povedati.
da je včasih zelo pomembno, da se namerno že takoj zjutraj ustavite in naglihate svoj kompas na pozitivo. In jaz vem, da to velikokrat ponavljam, ampak drage moje trojke, jaz verjamem, da vi me razumete, ker veste, kako je, ko domišljija nekako vzame vajeti v svoje roke. Se pravi, bistvo novembra za vas je, jemljite vajeti svojega življenja nazaj v svoje roke. Kam si želite priti, kam te vaše tračnice vodijo, kam gre ta vlak? Kaj, če bo zavil malo desno, malo levo? Kaj, če se bo ustavil? Koliko časa bo stal? Ali bo šel v likvert? Se pravi, kam vaše izbire, odnosov, komuniciranja, prehranjevanja, počivanja, športanja, vsega pravzaprav vodijo. In tako kot sem rekla tudi že na začetku za enke, ali pravzaprav greste samo vzporedno tem ciljem, ki si jih želite, ali ste naglihani, sfokusirani točno na njih. Drage moje štirkice, se pravi, štirke moje, znate biti zelo, zelo rutinske, zasidrane, strukturirane. Nič od tega vam ne bo šlo novembra, tako da kar poslovite se od tega. November je namenjen temu, da iščemo napredek. Da iščemo korak naprej, za katerega ne vemo čisto dobro, kam nas bo pripeljal. In to vam štirkicam ni zelo po godu. Sicer bom poudarila, da imamo 5 osebnih števil, denimo, če imate v ostalih izračunih močno enko in štirko, to pomeni, da ste prodorni, ampak po stari, zdravi, dobri kmečki pameti, ki nam jo samo manjka trenutno, se mi zdi, ko gledam dogajanje v svetu. Se pravi, ni tako zelo zabetonirano, da ste bitja, ki so zelo previdna ali mogoče celo preveč previdna. Če pa ste tista štirkica, ki se težko prilagaja, ki ne mara nenadnih sprememb, ne se jim upirati. Glejte, napredek vedno prinese neke občutke, kaj pa je zdaj to, kam pa to zdaj gre, kaj pa se bo zdaj zgodilo. Vsi smo včasih malo previdni, tudi tisti, ki so zelo impulzivni in spontani. Nič ni narobe s tem. Narobe je s tem, da vsaj si ne dovolite poskusiti. Se pravi, previdno, preudarno, strukturirano, seveda, ampak poskusite, se pravi, če se vrnemo k tem tračnicam, na katero mene spominja število 1. Kam vodijo vaše odločitve? Česa si želite v življenju? Kaj je tisto, kar vi dojemate kot svoj največji dosežek in kako ga lahko presežete? Se pravi, kako lahko presežete vse to, kar že imate? Če imate štedilnik, ki nima pečice, kako lahko montirate pečico zraven? Se pravi, pravzaprav tega ne jemati kot neko noviteto, kot neko preobrazbo, kot nekaj strašno novega, nepoznanega, nevarnega, o moj Bog, ampak kot nadgradnjo. Vi ste tukaj in vi ste glavni gradnik svojega življenja. Vi ste glavni del svojega življenja. Vas ne bo nihče izbrisal, nobena sprememba, noben nov odnos, noben nov način delovanja ne bo vas izbrisal. Lahko pa vas nadgradi. No, s tem nimajo problema petkice. Petkice so tiste, ki se lahko obetajo zelo zanimivo leto, kajti 2025 ima na koncu 5 in ravno zato bo prihajalo do nihanja. Se pravi, za vas je zelo pomembno, da mi tudi vi ne zdirjate po teh tračnicah, čeprav jaz si mislim, da vas ničesar ni v resnici strah. Torej, drage moje petke, naj bo november čas, ko namesto, da se vam mudi naprej pogledati, kaj na naslednji postaji, se ustavite in opazujte, kje sploh ste. Kdo ste? Kakšna oseba ste v tem trenutku? Kakšna oseba ste danes? Kako se odzivate na stres? Kako se odzivate na ljudi, ki so nespoštljivi? Kako se odzivate na ljudi, ki so počasni, ki komplicirajo, ki ne vejo, kaj bi hoteli, ker nočejo nič probati, ker so vam dolgočasni? Kako se odzivate na ljudi, ki so drugačni od vas? In kje in kdaj pravzaprav delujete po mehanizmih bega? Kdaj vedno znova iščete nekaj novega, nekaj drugačnega, nekaj bolj razburljivega, nekaj bolj strastnega, namesto da bi se ustavili in poslušali sebe? Vsem se nam to kdaj zgodi, drage moje petke, to nikakor ni kritika. Stopate pa v obdobje, ki je izključno namenjeno temu, da se ustavite, poslušate in te tračnice malo naglihate in morda tempo upočasnite. Nič vam ne bo šlo, nikomur izmed nas. Občutek seveda tega hitenja in tempa, ki ga imamo trenutno v življenju, pa je lahko zelo drugačen. Torej, drage moje petke, ustavite se in fajn preglejte sebe, svoje občutke, svoje doživljanja,
svoje fizično počutje, svoje mentalno počutje, svoje čustveno stanje, se pravzaprav pogovorite malo sami s seboj. Podobno velja tudi za šestice. Drage moje šestice, glejte, čudovita bitja ste, tako zelo znate poskrbeti za druge, naravnost materinsko, ampak velikokrat je kovačeva kobila bosa. 2022 je odprlo vrata najbolj velikim lekcijam zdrave ljubezni do sebe in letošnji november bo za vas podobno prinesel določene, ne bom več rekla lekcije, ampak občutke dosežka. Zgolj in če se boste dovolj ustavile, da boste negovali tudi sebe. In če pogledamo zdaj 11. Enka simbolizira posameznika, unikatnost in simbolizira združitev stvari, biti, konceptov, za katere sicer menimo, da niso združljive. V spoštovanju, v ljubezni na nekako enakopraven, enakovreden način. Torej, drage moje enke, kje v življenju, v katerih odnosih, situacijah, je to mogoče služba, so to mogoče kakšni prijatelji, znanci, sosedje, tašča, partner, kdorkoli, tudi vi sami, ne nazadnje. V katerih situacijah sebe ne postavljate na enakovredno, enakopravno, enako mesto. Dve enki, ki jih napišemo skupaj v številu 11, naj bi si bili enaki. Torej, november vam bo pokazal, ne bo vam nagajal, pokazal vam bo, kje sebe ne cenite enako kot drugo osebo. Kje za sebe niste enako ljubeči, kot ste do drugih. Zelo ste nagnjeni k temu, da postavljate tiste, ki jih imate radi, na prvo mesto, se pravi, naj vam november, to število 11, pomaga enostavno se postaviti za sebe, predvsem tistim, katerih se morda bojite. Predvsem tistim, ki jih imate tako zelo radi, da se jih bojite zgubiti, bojite prizadeti, ampak v bistvu, če jim dajete neko mehko verzijo sebe, kaj niso pravzaprav oni tukaj, prikrajšani za vas, ki bi mogli biti takšni in ne takšni, malo v razmislek. Naj bo november mesec, v katerem boste resnično objeli sebe in boste postavili stvari na enakovredno, enakopravno mesto. Število življenjske poti 7. Drage moje sedmice, tudi vi ste osebe podrobnosti, perfekcionizma, ki bi se lahko sprožil v tem času, ki bi lahko bil malo močnejši, ki bi lahko bil do vas zahtevnejši. Torej, naj bo intuicija tisti glasek, ki vam nežno prišepeta, katero področje v življenju morda ste malo zanemarili. Ali pa morda potrebuje enostavno malo pucanja. V katerih odnosih ste vedno vi tisti, ki razume, vedno vi tisti, ki spodbuja, vedno vi tisti, ki ste pravzaprav učitelj, v katerih odnosih pravzaprav ste sami do sebi prezahtevni in sebe mogoče malo zapirate. Za sedmico je značilno, da ko postanejo stvari čustveno zelo intenzivne ali nevarne, običajno naredijo čustven odmik. Zato tudi običajno potrebujejo svoj čas, da neke stvari premislijo, zanalizirajo, stenstajo in potem pridejo ven in jih povejo. November je super čas, da končno pridete ven in, po domače povedano, se izjasnete, kdo ste, kaj ste, česa si želite in kako želite priti do tja. Mi imamo lahko vsi isti cilj. Morda si vsi želimo nov avto. Eni ga bodo ukradli, eni se ga bodo sposodili, eni bodo trdo delali 30 let in ga bodo kupili, drugi bodo vzeli kredit, ki ga bodo odplačevali 30 let in tako naprej. Veliko različnih poti nas lahko pripelje do istega cilja. In v mesecu novembru bo posebej za vas pomembno, da ste zelo pazljivi, po kateri izmed teh poti hodite. Kajti lahko si bodo zelo podobne. Torej, bodite previdni pri podpisovanju novih pogodb, pri novih dogovorih, novih poznanstvih in vseh novih konceptih v življenju, ali ne stopate po neki poti, ki je pravzaprav vzporedna, ki vas bo morda pripeljala na isti cilj. Glejte, se tudi, ko gremo na morje, gremo lahko po avtocesti ali po stari cesti. Na eni bo verjetno mnogo hitreje. Se pravi, ali vključujete, ko postavljate svoje cilje, tudi merilo časa. Kdaj si želite priti tja, na kakšen način si želite priti tja in kakšna oseba želite biti, ko boste na tem danem cilju. No, nekaj zelo podobnega velja tudi za osmice. Osmice se še posebej letos soočajo z izzivi ega, zato je osmicam tudi jaz sem osemka. Še toliko težje priznati, da so kaj narobe naredile, ali da so mogoče počasne, ali da mogoče
rabijo pomoč, ravno to bo izziv meseca novembra. Kje morda ni bistvenega pomena, da vi počnete vse vi, kje je morda bolj bistveno, da so stvari narejene dobro. V mojem primeru je to recimo definitivno, da poiščem pomoč nekoga, ki se spozna na spletne strani in tako naprej, da ne odkrivam jaz tople vode, s katero se že vsi polivajo. Torej, dragi moji, v katerih odnosih, v službi, v, ne vem, sosedi, sorodniki, s komarkoli, morda si dajete preveč dela vi, morda dajete preveč sebe. V katerih projektih, v katerih načrtih, v katerih ciljih, v katerih plateh svojega življenja, morda enostavno, namesto da bi poiskali najbolj učinkovito, bom rekla, pot, hodite vse povsod okrog. Sem se nam to kdaj zgodi, tudi ne samo osemkam, ampak v oktobru, v novembru se bo v novembru se bo pokazalo, kje je morda vaš čas, vaša energija, vaša pozornost, vaša zmožnost manifestacije, organizacije, uspešnosti. Naj vas spomnim, število 8 bi moglo biti prodorno, uspešno in usmerjeno v rezultate. Se pravi, kje mogoče smo nehali gledati na to, da kaj je rezultat in kaj je namen našega dela, kako bomo do tega prišli in kako si lahko to olajšamo. Enka vedno prinaša napredek in tudi vlak, če pogledamo, če ga primerjamo z drugimi oblikami transporta, kot je avtobus, kot je mogoče ladja, kot je mogoče osel, kot je mogoče metla. No, se smo ravno kar ni čarovnic. Se pravi, kako si lahko to poenostavimo? Vlak je bil pravzaprav ena izmed zelo prodornih načinov do transportiranja težjih stvari, za katere bi sicer časa porabili veliko več. Se pravi, kako lahko optimizirate pravzaprav proces tega, da ste vi, točno kdor ste, torej vi. In že število življenjske poti 9, drage moje devetke, ja, zanimivo obdobje je tukaj pred vami, zaradi tega, kaj ti devetka je tista, ki vidi stvari zelo na široko. Ki vidi celo sliko, ki vidi celo zemljo, ki vidi gozd pa pragost, ampak včasih vali kakšno drevo, vejico, listek. V novembru se bo od vas pričakovalo ravno to, da ste pozorni na vsako mravljico, na vsak delček mozaika in ne samo na skupno sliko. Se pravi, kakšni so vaši odnosi? Kakšen je vaš odnos do sebe? Kakšna je vaša komunikacija znotraj tistih odnosov, ki so dolgoletni? Vsi smo malo bolj sproščeni v pogovoru z ljudmi, s katerimi smo si najbližje. Ampak kaj zdaj ta sproščenost pomeni? Ali je to še na nivoju dobrega okusa ali morda ne? Kakšne ljudi imate morda pa vi okoli sebe, ki pa so tudi mogoče znižali ali močno zvišali svoje standarde, svoj način komuniciranja? Bodite zelo pozorni na vse tiste drobcene namige, besede, komentarje, občutke, ki se bodo pojavljali, kajti to so pravzaprav sporočila vaše duše, vaših vodnikov. Mesec november je duhovni mesec vedno. Vi kot število 9 ste absolutno stara duša, ki je prišla nazaj na zemljo, zato da bi se ukvarjala predvsem s svojim duhovnim delom. Torej, naj bo zato, zdaj je november, priložnost za to, da bi izluščili ven. Kje pa kaj vas še neki žuli, kje pa kaj morda vam še vedno ni prav, ni točno tako, kot naj bi bilo, kje se vi enostavno ne počutite vi, v katerih teh, bom rekla, gozdovih, pragozdovih, v katerih spektrih življenja enostavno ne morete dihati več na polno. Torej, ta tračnica vaša, kje se je zahakljala, kje nekako ne gre naprej in kako boste to spremenili, je glavno vodilo meseca novembra za vas, drage moje devetke. Ekola, pa sem mislila, kako bo oddaja krajša, pa ni, ampak dobra novica pa je, da vsaj vaše napovedi so občutno daljše. Dragi moji, naj bo november čas, v katerem bomo resnično objeli sebe, resnično objeli sočloveka, namenili zdravo, posvečeno, kvalitetno energijo, pozornost, pa tudi razumevanje in ljubezen, tudi sebi in drugim. Če rečemo še enkrat 11, jaz, ti, sva skupaj mi.